In medtem, ko na levi sredini ne želijo še dodatno komentirati koalicijskih pogovorov, ki jih vodi Robert Golob, je popolnoma drugače med predstavniki tako imenovanega sredinskega trojčka, NSI-ja, Demokratov in Resnice. Z 20 poslanskimi mandati namreč predstavljajo pomembno skupino, ki bo po pričakovanjih odločila, kakšno vlado bo Slovenija dobila. Politični obrat je nujno potreben, če pogledamo to kulturno, ekonomsko, socialno, tudi vrednostno eksperimentiranje Golobove vlade v zadnjih 4 letih in tudi volilke in volilci, če pogledate vi razdelitev mandatov v parlamentu, so ocenili, da je ta obrat potreben. Če bi gledal njihove programe in če bi gledal, bom rekel, vse, kar se ta moment dogaja, pa da bi mogel staviti, je velika možnost, da pride do desno-sredinske vlade. Skrbi nas, da se sestavlja Janševa vlada, ja. Ampak poglejte, Luko Mesca skrbi, da se sestavlja vlada Janeza Janše. Komu mar, kaj skrbi Luko Mesec? Ampak zdaj Luka Mesec pravi, da to, s kom se kdo druži, vi z Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem, da to kaže, da se v ozadju formira desno-sredinska vlada, ki bi jo vodil Janez Janša. Komu mar, kaj govori Luka Mesec? Prišel Keller in rekel, gospod, v tej pepevnik sem rekel, ne, mi smo pred 40 dnem dobro popušili. Granko Brims, tečen, zahojen, zoperen. Odločeno je bilo, da bo mandatno-volilna komisija imela 17 članov. Mesto predsednika mandatno-volilne komisije je pripadlo poslanski skupini Demokratom Anžeta Logarja, mesto podpredsednika pa je pripadlo poslanski skupini Resnica. Tako da ja, nekaj, kar je neobičajno, ampak očitno bo naslednji mandat zanimiv. V tem trenutku je Janša v prednosti. Zakaj? Zato, ker čaka, a veste, igra svojo vlogo, predvsem zato, ker Golob ne dela korakov, ki bi njemu omogočil sestavo vlade. Se pravi, Janša bo ne zaradi lastne sposobnosti, ne, ampak zaradi tega, ker mu bo Robert Golob dal mandat v roke. Tako pa po pogovoru bolj kritično Anže Logar. Deli resorje, še predno imamo koalicijski sporazum, vztraja naprej z Levico v vladi, čeprav smo demokrati jasno povedali, da zaradi programskih razhajanj v taki vladi ne moremo sodelovati in ministrske položaje ponuja tudi Novi Sloveniji, ki pa zaenkrat sploh ni za skupno pogajalsko mizo. Demokrati sedijo pa bolj levo od nas. Upam, da ja. Dan, gospod Stevanović. Jeziček na tehtnici ste, kot se zdi, kako bo izgledalo danes? Boste recimo v prvem krogu kandidiral za šefa parlamenta? Prej bom noter, prej bomo najdel boljšega kandidata. Kdo bo najboljši kandidat? Po mojem nekdo od Resnice. Mi ga bomo zagotovo predlagali, samo res se moramo zdaj še uskladiti glede imena. Boste kandidat, gospod Kralj? Počakajmo. Druga stvar pa taka na hiter, boljš kraljica ka princ, tudi če je teme. Naslednja prijavljena k razpravi je gospa Lucija Tacer-Prelin. Prvi kandidat je predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović. Podpise k kandidaturi so prispevali člani njegove stranke, 3 poslanci iz NSI-ja in 3 iz SDS-a. Najmodrejši, najbolj umirjen, tisti, ki zna biti na dnevno politiko, ki zna umirjati konflikt, ne pa ga potencirati, ki zna razumeti politično širino in zagotavljati enake pogoje za vse. Kandidat, ki ste ga predlagali, je v vseh točkah nasprotje tega. Kandidat, ki ste ga predlagali za predsednika zakonodajne veje oblasti, je bil v svoji preteklosti vsaj 2-krat v grobem nasprotju z zakonom. Konec koncev je bil obsojen pravnomočno zaradi dejanja goljufije. V tem predlogu je na prvi strani podpisanih 5 poslancev Resnice, na drugi strani pa je podpisan kolega Mahnič. Ta isti prvopodpisani strani SDS-a gospod Mahnič je tisti, ki je bil v operativnem štabu policije na tistem protestu, kjer je tisti, ki ga predlagate, bil na drugi strani tega protesta in se ga je šprical z vodnim topom. Se pravi, mi smo zdaj prišli v situacijo, kjer špricatelj in špricanec sodelujeta skupaj,
Zato, da bosta dosegla novo vlado Janeza Janše. V tej situaciji smo državljanke, državljani, kolegice in kolegi. Na podlagi izida glasovanja je Zoran Stevanović z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika Državnega zbora. V bistvu se je začela zgodba nove vlade, tako da med nami je jasno sporočilo, da se odpravljamo v opozicijo. Pripravite se, težki časi prihajajo. Hvala še enkrat in srečno Slovenija.